vprašanj, ker nisem vedela, kakšna struktura obiskovalcev bo prišla, ampak vidim, da ste skoraj vsi, ki ste že bili na Kaminu ali pa imate dosti informacije o tem, tako da bomo nekaj vprašanj lahko preskočili. Dali so nam pa samo 1 uro časa, da se pogovarjamo, ker jaz imam drugače za 4 ure popravljanje vprašanj. Tako da pač, za 2 ure ne spomnite, no ne. Tako, bomo začeli, ne? Neskončni kilometri poti pred seboj, težak rukzak žuli na podflatih. Telo prepiha veter, žlega sonce in oblivajo škafi vode z neba. Roma ne zna biti trpljenje, bolečina, so solze in nesmeh. So srečane z ljudmi in samim seboj, ne pravijo za manj, enkrat romar, zavedno romar. Andrejo Gorevc, našo nocojšnjo gostjo, večina pozna. Na videz resna in malce zadržana gospa zrelih let, ki bi na prvo žogo dali oceno, da je čisto navadna in preprosta gospodinja, mama babica in svoje upokojenske dni preživlja doma za številnikom in obokopavanje vrta. Ja, tudi to počne, až tudi marsikaj drugega. Kaj jo žene, da se odpravi peš po več 100 km dolgi poti in se za mesec dni ali več odmakne od vsakdanjega vrveža, divjega tempa življenja in ne hodi in hodi. Z Andrejo sva prijateljici, obe sva romarki, tako da se bova tikali. Pravzaprav velja pri naju rek, da je učenka prepustila učiteljico. Andrejino življenje se deli na obdobje pred Kaminom in od Kamina dalje. Kamino je bil njena življenjska prelomnica in še traja. Med nami precej romarjev, ki so Kamino že prelomali, a vsak od njih ima drugačno zgodbo, vsak pot doživlja na drugačen način in tale nocoj bo Andrej Kamino. Prisluhnimo jim. Andreja, pozdravljena. Kako bi se opisala, kdo si, no? Ja, res je Andreja pred Kaminom in Andreja po Kaminu. Pred Kaminom sem bila vzgojiteljica, seveda sem srcem opravljala, predajala sem se maksimalno, ob tem sem imela še družino, 3 fante, 3 sinove, zgradili smo kmečki turizem in takrat se je moje življenje obrnilo skoraj na glavo, ker sem morala prevzeti 3 bogate hiše v kmečkem turizmu. Bila sem vse, kar sem bila lahko. Napetost v službi, prihajali so mladi starši, razvajeni otroci in lepega dne sem prišla pred igralnico in nisem mogla več vstopiti noter. Takrat se je začela moja kalvarija po bolnišnicah, po terapijah, od zdravnika do zdravnika. Trajala je kar nekaj let. In potem, ko sem se začela podpirati, ko sem začela delati korake v drugo smer, se mi je nekje v računalniku prikazal Kamino. Takrat še ni bil takšen računalnik, kot danes, ki se ni bilo še tako razširjeno. Ampak zavedala sem to pot in sem si skrivaj želela, da to bi bila pa lahko moja pot. No, potem je prišla še družinska prijateljica, starejša od mene in ona je začela kar veliko razmišljati o tem Kaminu. Sam ni hotela iti sama. In sem rekla, pač, grem pa s tabo. In tako smo se odločili 2013 in odšli na Kamino. Sem pa presrečna. Kamila te poklical. Ja. Koliko časa je trajalo takrat, ko si prvič slišala zanj, pa da si se odločila, da greš? Ja, to je bilo kar nekaj let. Ni bilo tako hitro. Mene je dozorelo, jaz sem veliko, mislim, koliko se je dalo sem o tem brala, bila sem tudi v knjižnici, iskala na spletu, no potem, ne vem, če že gremo na priprave na Kamino, no, takrat sem pa začela še bolj iskati, ker prijateljica ni bila toliko v tem internetu računalniku in sem iskala in tako smo prišli tudi do staže in se povabili k njej na obisk, na pogovor. In to je bilo za mene takrat travma, ko smo prišli v notarsko pisarno v Zagorju ob Sami in tam je bila ena gospa zrihtana, ni bila tako po tisti knjigi, ne,
oživljena in vsa potlačena pod ruzakom, ampak je bila gospa zrihtana in jaz sem skoro pod mizo zlezla tam, ne? Vse sem slišala, kar je povedala, vse sem si napisala, ne? To so ta navodila, ne? In pač potem smo še na pot in ko smo se spoti vrnili, smo tudi povabili k nam na Vizesku, kjer smo imeli srečanje vseh, ki smo se spoznali na tem kaminu in tudi tako kot Staša, ampak tudi takrat še nismo postali prijateljice. No, Andreja me je pa pred ni dolgo nazaj presenetila, ker jaz imam vse občutek, da sem zmeri odprta za kamina, da vsem povem, da sem prijazna in je rekla, da je stopila v eno pisarno, da je bila tam neka zadržana, čakaj, nisem rekla ohola, ampak hladna gospa, tako v glavnem, sem bila čisto šokirana, da je bil njen prvi vtis od nje tak, da sem na njo naredila tako vtisno. Glavno, da sem jo prestrašila pravzaprav na en način, no. No, zdaj sem res prijateljci, tako da se je to razvil po ene res v dobro smer. No, in odvisnosti potem, ko si bila, se pravi, ko si bila premeta, da si že vedela, da bo šla, si že iskala končna informacija, ne? In to si potem šla prvič, kdaj? Ja, prvič sem šla 2013, 15. maja, čakali smo, da minejo tiste ledeni možje, pa zovka, ne? Ampak nas je čakalo še hujše. No in ko smo prišli v Ljubljano, na avtobusno postajo, čakamo v Opti in tam stoji ena punca, tašna kot me, z rukzakom, opremljena kot me, me jo gledamo, ona nas gleda, rečem, ja, kam pa ti greste? Ja, greva s prijateljco na kamino. Svega kako. Na ključje, takrat še ni bilo tako v Sloveniji toliko, da bi toliko šlo na kamino, ne? In ona tudi je rekla, ja, v Rogatcu se nama priključi še moja prijateljica Dolores Jakob. To je pa včerka od tudi pobudnika Jakobove poti, Stenka Jakoba, ne? In tam je res ona prišla, pa še oče je spremljal s psom, takrat ste imel še Piko, tisto zdaj je žal že pokojna. In tako se začnejo kamino prijateljstva. No in recimo, te je bilo strah, ko si se prvič odpravila, kako je bilo, ne vem, si poznala, angliško si znala, španski, kako besedo znala, kako si prijateljica tvoja, znala angliško pa? Moja prijateljica je znala zelo dobro nemško. In zato je tudi na celi poti je ona bila bolj v spredju, ona je skozi postavila stik v nemščini. Jaz znam angliško iz šolskih klopi, mislim, to je osnovne stvari. Mislim, zdaj jaz se znajdem na poti in se tudi zmenim in ko pridem s kamina, če bi ti govorim angliško, znam angliško zelo dobro govorim. Takrat pa pač nisem znala, ne. In sem se pač pokažeš, kaj hočeš za vodo, nisem vedela iz pipe, še ne vem, kako je voda iz pipe, ne. Tako da, zdaj se, če pa ne, bo dobiš nekaj drugega, vse ni važno. Ja, zgrešiš ne velik, če ne naučiš serveso, ne boš velik. Ne, to pa ne, servesa pa že znam. To pa, če veste, servesa po špansko je pivo, ne? In če rečeš servesa, samo ti pokaže, katero hočeš, samo pokažeš, katero hočeš in ali pa kozac pokaže, ne? Enkrat so nam celo litrski kozac pokazali, pa smo ga spili z prijateljicom. No, te mislim, so bili pa sami moški gostilni, pa so gledali, ko smo se vstali, kaj bo zdaj, ne, mi je ruk za ramo, potem oni pa za nami. Ampak nama nič ni bilo, če smo prebode 30 km v največji vročinice. No, ampak zdaj, recimo, naslednje poti si šla potem sama, ne? In to je pa že drugač, če ne znaš, recimo, špansko, kaj ti je to, te je bilo, recimo, si šla pa sama pa bolj strah te poti, ali? Ne, mene nikoli ni bilo strah. Ne vem, nekako, jaz kot otrok sem bila prestrašena in ne vem, jaz sem se spremenila totalno, ne vem, kje je tisti strah, kje je tista zadržanost moja. Jaz, ko grem, jaz se prepustim poti, prepustim se pozitivni energiji, vem, da bo vse tako, kot mora biti in grem, pa ne znam špansko se sproti učim kakšne besede. In ko sem šla drugič, že ko sem šla prvič, sem videla, kako je tam vse lepo urejeno, vse na tej francoski poti. Zato, če bi bilo prvič opisal nekaj na francosko pot, pomaga polovico, ne?
ker tam je vse poskrbljeno, tam res na vsakih 10 km imaš Alder, imaš trgovine, imaš bare, imaš vodo, ob cesti stojijo ljudje, imajo stojnice s sadjem, s pijačo, čakate posla, mislim, res tam je vse urejeno, ni treba nič znati. Valbergi pa tudi so kakšni, ko znajo, in tudi na poti so Romani, ko znajo angleško, tako da se vse lahko zgodiš, ne. Potem Portugalska je tudi še tako priljubljena, je tudi še, čim pa greš malo bolj na širše, je pa težje, ne, tako da na to bomo pa šli tako je težje. Ja. Zdaj na zadnji poti si celo uporabljala že s telefona prevajalnik, ne, to se pravi, da si slediš tehnologijo in Ja, to na zadnji poti sem imela, pa tudi na zadnji pot me je povabil oziroma navdušil Slovenc Dušan Kaluža iz Kočevja, iz Ribnice, Kočevja tam nekje, ki živi v Madridu že dalj časa. On zna več jezikov, bil je turistični vodnik, tako da je razgledan. Za njega res, on je rekel, ja, jaz sem na pot, malo bolj se moram znati, ne, to pač. Jaz sem šla na pot, ne, ampak tam pa res moraš znati špansko, ki tam pa nimaš koga vprašati, še tudi je tudi problem, ker to je najmanj naseljeno področje v celi Španiji. In tukaj se je tudi zdaj med korono veliko ljudi sedilo, tako da so bili res iskani ljudje, ki je v kakšni vasici, če je bilo kakšen starček ali pa starka, tudi nekateri niso slišali, kaj da bi še se hoteli pogovarjati, veliki psi tudi okoli hiš, tako da se včasih tudi nisem upala blizu. Uporabljala sem telefon, predvsem Google Map, ker so ga navodila zelo, pravzaprav dobila sem navodila, že na poti, v španščini, ki jih nisem mogla prevesti, ker so bili v takem programu, da jih nisem mogla prevajati. Imela sem tudi mape zraven teh poti. In tale, ko mi je dal tele podatke, je Španec, prijatelj tega Dušana, in on me je stalno, ja, pa, ko sem pa šla na cilj, ja, pa tam bi morala to pogledati, pa tam bi morala to pogledati, pa to, mislim, to sem si potem prevajala, ne, tam, kjer sem imela možnost. Tako da Google Map mi je pa pomagal, tako da ko sem pogledala tisto mapo, karto, kamor bi morala prideti, pa Google Map, kje sem, ne, videla sem, kje sem, in potem sem videla, ali se moram vrniti, ker mi je bilo označeno, ali pa je kakšna prečna pot, ne, tako da sem pogosto naredila tudi 10-15 km več, kot je bilo v navodilih, ne, ampak meni to ni bil problem, glede. Tako je. A te v doma so te spremljali domači, recimo, mož? Ja, mož ni toliko na računalniku, pravzaprav on je bolj išče take, kaj se kupuje, prodaja. To me ni. Greš ti reče, ko smo zmešane, Ja, malo bolj grdo me gleda, ne, preko grem, ampak ko pa pridem domov, so pa vsi veseli, ne. Posebno vnukinje me zelo pogrešajo. Ko sem se prvič slišala z njimi, je najmlajša jokala, kot drž, hočem babico, takoj hočem babico, ta večja me sploh ni hotla, mislim, od ta malih dveh ta večja me sploh ni hotla pogledati na telefonu. Ta večji dve vnukinji pa sta že toliko veliki, da bi že šli z mano in sem imela že tudi karte kupljene za njih. Pred korono smo imeli že vse splanirano, da bi šle, ampak nam je potem korona pač to potovanje ukinila. Zdaj pa tudi sprašujejo in verjetno bomo drugo leto sigurno šla sta večjima dvema, ker sta že zreli. No pa verjetno te pa okolica pa sprašuje, zakaj greš, zakaj te ponovno vleče, zakaj te kamino kliče, ne, da se to zdi s tvojim tam okrog. Tukaj smo zdaj sam romali, recimo, da vsi zastopnosti vemo, kaj je ta klica, pa okolica okrog tebe, kako reagirajo. Ja, tisti najbolj kmečki ljudje sprašujejo, ko pa res veliko ti moliš, dej še za nas, ki izvoli na tej poti, ne. Roman je vsak dojema tako, Romani, kot so včasih Romani, pač, ne. Drugač, ena sorodnica me je cel čas z obupom spremljala, danes žal zaradi zdravja ni mogla prideti, bi zelo rada prišla, ona je bila, me celo skregala, da kaj ven tega treba, kaj se grem,
kaj vidim v tako pot in tudi, ker so eni drugi tudi šli iz njene bližine po francoski poti, pa so jamrali na vse mogoče načine. Reka, pa kaj jamrate, Andrejo pogledajte, ki ona hodi, še spremljate, kje je ona hodila. Mislim, tako da različno, no, različno. Eni me imajo seveda za malo zmešano oziroma, ampak jaz se s tem ne obremenjujem. Jaz grem. Za mene je pot očiščevanja najboljša terapija, kar sem imela. Jaz sem nešteto terapij skozi. Ampak jaz se na tej poti očistim, sprostim in telesno, in psihično, in ne vem kako, in umsko. Jaz pridem domov druga oseba. Res, meni je Camino nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. In jaz, če ne grem vsako leto, mi nekaj manjka. Res, jaz moram. In že potem načrtujem za naslednje, kam bo šla. A preden grem, se šele odločim točno, kam bo šla. Ker zdaj sem imela tudi varianto, preden sem šla, da bi šla na La Plata. Ampak mi je prijateljica Caminoka odsvetovala in je rekla, to je pa huda tam pa ne iti. Potem pa je videla, kje hodim in je rekla, bože, si šla na La Plata kot me. Ampak vsaka pot je za nekaj, ne? In to je bila mi je namenjena. Prav, če sama sebe vprašaš, ali pa če bi te kdo drug vprašal, zakaj greš, kaj te kliče, bi imela odgovor, ali je to, kar si zdaj povedala, bilo za odgovor. Da moraš je, da te vleče, da se čutiš, da se moraš očistiti. Ja, to, najbolj to. Meni se nabere, meni se vse nabere noter. Jaz ne znam se čistiti sproti, meni se nabirajo, jaz ne znam zakričati, ali pa se kregati, ali pa ne vem, jokat, ne vem, kaj sem zadnje jokala, otrokom, ne vem, ne znam jokati. In meni je tole, ko hodim, pa ko gre vse skozi mene, ko čutim energijo zemlje in energijo iz vesolja. To se pretaka skozi mene in tam se jaz čistim. In ne na prvih kilometrih, to se začne tam, kaj zvem. Ja, po 14 dnevih, potem bi lahko hodila, jaz bi lahko hodila, potem še. Ker tudi nimam žuljev, nimam drugih težav, oziroma sem dala tudi skozi en trening pri Alešu Ernstu, Križičani ga poznate, ta način hoje, da čim manj mišic obremenjuješ in da res hodiš s tistimi mišicami, katere takrat rabiš in da druge ob tem sproščaš. In to mi pomaga, da nisem utrujen, mislim, vse si utrujen, po 40 km že si utrujen, ne? Ampak ne tako, da bi že bila po 20 km, zdaj pa ne moram več, ne? Ampak še kar gre. Se mi zdi, da se mi potem šele odpre, da lahko grem dalje, ne? Se pravi, dnevno prehodiš koliko? Ja, do 40, ne? Tudi do 40, tudi če 40 sem letos prehodila, tako da vidim, da zmorem. Mislim, tu si daš eno potrditev zmorem in če tu zmoreš, potem si kaj zmoreš življenje, ne? Pol ni ovir, sečem, vse imamo tu noter. Vse tukaj noter se naredimo ovire, pregrade, je to lahko, to ne morem, oziroma če dež pada od zunje, ne grem ven, ker dežuje, ne? Tam pa greš, dež je pač padavina, daš gor. To sem imela izkušnjo tudi letos, ko sem šla na eni poti na kosilo, 10 km pred ciljem, ne? In v tem času se je zunaj, že prej je malo kosilo, se je plivalo po noro in jaz si začnem zunaj padavino lepo, pa onega maše po načevle, pa prijeda dva domačina, ki sta tudi pogostili noter ven, pa me gledata, pa se smejita, ne? Pa rečeta, kaj bi vas kam pa greste, ne? Pa rečem 10 km naprej naslednje mesto, pa rečeta, ja, kaj bi vas zapeljali? Rečem, ja, imate čas? Lahko? Ja, rečeta, ne? Evo, iz padarino pogradil vse tisto v avto in sta me zapeljala in vmes sta me tudi vprašala, kam grem in z njima dala številko, ki ni bila prava in sta ona potem klicala ene njihove prijatelje, ki so jim povedali pravo številko prenočišča in so poklicali tisto žensko, se vse dogovorili, ženska prinesla ključ, tam je odprla, mislim, angeli, res, imela sem angele varuhe na poti. Nič koliko. Ljudi, ki so mi nesebično pomagali, mislim, ki so sami ponudili pomoč, nisem jo iskala, sami so se ponujali. Mislim, to ti prinese, če ti greš s odprtim srcem, pa z dobro voljo, pa z nasmehom, vse to dobiš nazaj. Glede na to, da v Španiji, predvsem v tem delu, kjer si bila zdaj letos,
res ne govorijo nobenega tujega jezika. Si kar težko predstavljam, kako se je to vse dopovedalo. Mislim, to je kaminščina, ne? Pravi, ja, to je jezik kaminščina, univerzalni jezik, malo roke, malo noge, malo papir. Ja, to je res poseben jezik. No? Tudi enkrat sem šla z enim možakarjem na prejšnjem kaminu, dolgo smo hodila skupaj, ne pol ure smo sigurno hodila skupaj, eno drugo. On mi je razlagal, da ima svojo ženo, da je doma bolana, da on bi rad hodil, pa mora biti ženo. Mislim, pol me je pelal v Albert, vse mi je zrihto, pokazal, kje je policija, če bi kje rabila pomoč, ne, mislim, če bi bilo kaj, ki smo Albert, ki bi bil na vrhu mesta, tam z takem bolj za tole kraju. In jaz to potem razlagam temu Dušanu, ko Dušan nekaj me je poslal na tale kamino zadnji, ne, mu razlagam pa reče, lej, Bog, kaj je on razumel, pa kaj si ti razumela, ne. No, zdaj pa na poti je bilo pa tudi tako, da sem jaz bila pri enem Pepetu, v njegovi, me povabil, mislim, me je sprejel kot hospitalero in me povabil v svojo klet. Je rekel, jaz pa te povabim na večerjo. Vse sem ga razumela, ne? Ampak on ni znal besede anglične. Jaz pa besede španske, razen dormire in take stvari, ne? In res, on mene zvečer pelje z avtom tam in to je bilo kot naše repnice. Sam je pa vse kamnito. To je pa v skalah, so bili noter rovi in noter so bili tiste amfore, ogromne amfore s vinom, ne? Ampak ni bilo več vina, no, čeprav je on me na heci, da tam destilirajo vodo, da potem iz iste vode delajo vino, ne? Mislim, to me je vse on na heci v španščini, ne? Potem pa jaz pokličem tega Dušana, ker sem z njim prijatelj s tem Pefetom. Pokličem Dušana, pa rečem, Dušan, ne ti njemu po špansko povej, da nimamo tudi take kleti v zemlji, ampak se jim reče repice, oziroma so pa v pesku, ne? In podam telefon, ona pa se pogovarjata po špansko, ne? Pa da on meni nazaj telefon pebe, da pa jaz rečem, no Dušan, kaj si mu razložil? Ja, lej, rekel je, da se videl že vse zmenila, da si ga nekaj vse povedala. Zdaj, no, potem smo se razumela, ne? Ja. Tak je to. Kaminščina. A si kdaj goreš, da si predstavlja, da hodiš okrog z rukzakom, pa da kot kak študenta pa klošar, da se to zastavlja malo nespodobno? Ne vem, tega še nisem slišala, hoče za hrbtom govorila. Ja. Pa to pokora, meni so rekli, nisem v življenju storil kaj tu hudega, da bi mogel takole pokora takveti. Ne vem, pokora je meni, že prvič, ko sem šla na kamino, sem o tej pokori takrat brala in sem rekla, da je pokora moj nahrbnik. Ampak jaz nahrbnika ne čutim od prvega kamina. Jaz sem navajala na nahrbnik in čeprav je bil takrat sigurno 12 kg težki, sigurno, ker je bil še on star, težki pa to, ga nisem čutila kot neko pokoro ali pa težo. Zdaj imam pa najlažje, kaj je možno in najmanj se dan odsice za ta kamino sem imela kar malo več, super, da sem imela, tako da bi vedela, da moram imeti, tako da ne vem, nimam pokore. Pravi, pred mnogih za rukzak si ga omela, ne? Spravi, da ti hodiš, da se naučiš odlagati bremena, ne? Tako da to velja tako za ta nahrbnik, ne? Ko v Španci mu rečejo močilo, kar je mi lepo za nas velja dejansko močilo, ne? Se pravi, odlagaš bremena, naučiš se odlagati bremena oziroma manj zlagati v ta rukzak, ampak tudi simbolizira pa tudi življenje, ne? Da se moramo naučiti odlagati bremena, ne? Verjetno bi to tudi ena tvoja šola, kje ta pot ti jo dala, ne? To mi je pa dala šola. Na prvem kaminu sem zgubila ene par stvari. In to take stvari, ko jih res ne rabiš. En nožek, ko je imel vse kožgico, vilico, ne vem kaj vse. To sem vem točno, kje sem ga pustila. Pa še par stvari. Torej, tisto, kar ne rabiš, tako zgubiš. In tisto več bolj ne kupiš, kaj ne rabiš. Sem se pa naučila, tudi prvič, ko sem prišla domov. Jaz sem spraznila omare, to je, takrat sem tudi čisto nadila in mislim, kamorkoli sem prišla, vse tisto nepotrebno, vse šlo stran. In tako zdaj tudi, ko grem, točno si dam vse na mizo in potem to ja, to ne, in še med tistimi dvemi variantami dam na tehnico, tisto, kaj je lažje pri z menoj, kaj je težje ostane doma. Res naučiš se tega, ker
Vse, kar imaš s sabo in to imaš, druga nimaš. In vidiš, koliko malo stvari v življenju pravzaprav potrebuješ, ne? Točno v nadaljnem življenju, da se vdajamo na vlako, pa tudi z ljudmi, ki nam škodijo, ko verjetno si tudi naredila selekcijo pri svojih teh bližnjih okoli tebe. Ja, to je pa velika selekcija. Prvo s to prijateljco družinsko, po kaminu nismo bili več prijateljci, ker če tako dolgo hodiš z nekom, spoznaš človeka do obisti. Spoznaš tudi tiste skrite stvari, ki jih skriva, ko jih ne pokaže, ampak na poti jih spoznaš. In jaz sem spoznala in tudi marsikaj, zdaj imam čisto drug krog prijatelj. Zdaj imam prijateljice in prijatelje iz cele Slovenije, ki hodimo na potovanja, včasih nam je to samo eno popoldne, da skočimo kakšno lukno, kakšno jamo s to vodo kam gledati, ali pa kakšno nivo plevela, ali pa take stvari, ne. Mislim, dogaja se nam, imamo kar vsega same pozitivne ljudi, same nasmejane, dobrogotne ljudi, ki imajo rukzak vsega za seboj. Tako kot jaz, mislim, niso brez težav v življenju, ampak življenje vzamejo kot življenje. Danes, tukaj sem zdaj, ne vem, kaj bo jutri, začeli me pa ne zanima in gremo naprej. Tako da sem tudi marsikatere ljudi sem iz svojega življenja odpravila in zdaj pač grem z novo skupino naprej. Lahko da jutri še spet koga drugega spoznam. No, danes sem spet nekaj Facebook prijateljic spoznala, ki jih nisem do zdaj v živo spoznala. Ne. Tako sem tudi na prvem kaminu sem spoznala že nekaj ljudi, pa potem, ko se je ustanovila ta skupina Kamino Bebe, jaz sem bila na poti in so me spremljale takrat, Eva, ki je danes ni tukaj zraven, ima druge stvari, Dolores, ki je tudi tukaj, ona je tudi moja od prvega kamina, Viktorija, ki je tle, Tadeja iz Zaplane je tudi tukaj, Mojca Gršak, Staša, Jelka, ki je tudi tle, no. In kje bi se me dobile? Z nekaterimi se nisem še poznala, me bi se rade dobile, ko jaz pridem nazaj. Pa smo se menile tu, pa tam, pa nismo morali Bogi biti skupaj. Potem je pa Eva rekla, ja pa dej, ustanovimo skupino Kamino Bebe, pa se bomo dobile. In smo se res dobile prvič in zadnjič takrat v Logatcu pri Dolores, ampak skupina na Facebooku še vedno obstaja. Mi se pa tudi, če se čujemo. Kamino Bebe, ja, to je res. Tudi meni se zdi to fenomenalno, ne, da so ta virtualna prijateljstva prerasla v resnična. Ne, koliko je iz, že zdaj, če vidimo iz cele Slovenije, ste prišli, ne, poslušati tole je na en način res navdihujoče, ne, da si, da vidiš, povezala si, ta pot je povezala ljudi, sebe, ne. Zdaj, drugače pa ti rada ne sama romaš, ne? Si sicer bila z Dolores, si bila, ampak na tej poti greš največkrat zelo zadnje čase sama, ne? Ja, ne že sama, no. To sem pa ugotovila. Mislim, če imaš nekoga zraven, se prilagajaš, moraš usklajevati se, kje se boš ustavil, kdaj boš jedel, kdaj boš pil. Potem, edino, če se z Dolores smo res usklajene, mislim, res se zmenimo in se ne obremenjujemo, če jih tira pač naprej, škoda bom šla za njo, mislim, to je vredno, ampak vseeno določimo se en cilj, ne? Če si pa sam, pa pač greš, pa se makar vležeš na svet poti, pa gledaš malo veje, gor pa razmišljaš, kje si. Ne vem, najrejše hodim sama, tudi doma najrejše hodim sama, kamarkoli grem. Imam sicer eno 4-nožno prijateljstvo, drugače pa samo ne. Pa sem ta zadnja pot, ta vonjena pot, ne, to je bila res huda preizkušnja. Zdi se mi, da smo tudi mi trpeli s tamo, smo te spremljali, da je res, kaj je vse bilo, no? Mislim, kje se je začela, kje se je počala, malo povem. Ja, ta pot v opisu je lepo opisana, tudi Dušan je zelo lepo predstavil, čeprav smo ugotovila, da je malo
malo drugače predstavil, ker meni je najprej rekel, da on začetka poti te ni prehodil, ampak potem na predstavitvi je rekel, da je prehodil, tako da to ne vem točno, kaj je s tem. Pot je zelo na nekaterih mestih ni označena, na večino mestih zelo slabo označena. V nekaterih mestih je pa zelo dobro označena. Tako da tisti, ko govorijo, da je dobro označena, živijo v tistem mestu. Ker to pot glavno vodijo Španci in to pot prehodi 150 Špancov na leto. Začnemo se kje? Začne se v Valenciji, končala naj bi se v Santiago de Composteli, ampak jaz sem jo končala v Burgosu, ker sem od Burgosa do Santiago že prehodila v prvem kaminu in tudi zadala sem si. Jaz sem si zadala cilj, da prehodim pač to pot do Burgosa. In to naj bi bilo okoli 600 km, no meni je naneslo 740 zaradi vseh teh iskanj, ker pač meni je telefon meril kilometre, nisem si jaz sama merila, ne. Tako da to je to. Je bilo pa res na nekaterih križiščih, pa tudi veliko je drugih označb. Oni imajo zelo veliko poti Španci. Okoli katerih mest so njihove poti in nekje sem zasledila te zapiski, da se moraš držati ene, ne vem, njihove označbe in potem pač jaz sem to malo pozabila in sem se še na drugih država tega, pa sem potem prišla na drug konc. Tako da, mislim, ni tako označeno, kot so naše poti označene, ali pa kot je francoska pot označena, pa portugalska, mislim, to je res, iskala sem puščice, v knjigi sem poslikala, mislim, vse puščice, koliko jih je bilo na poti. Tako da, se mi zdaj še kar prikazujejo puščice. Tukaj sem imela prve kilometre, sem imela kar krize, ne? Oziroma smo tudi mi imeli stavno krize. A si se, ko ostaneš sam sred tistih pol, pa tistih njiv, pa ti si brodila, celo si mogla broditi na potoke, ki so bile poplave, a nisi vprašala, kaj je različne potiča doma, pa vse v dobi, in kopalnico in toplo poslo in si v kakšnem trenutku rekla, da sem tega grem? Ja, kaj te je držala pa naprej, da nisi? To pride na vsaki poti, ne? Na vsaki poti pride trenutek krize. In to ponavadi v prvih 10-14 dneh pride do tega. In ko to premagaš, potem steče. No? In meni je res prišlo do te krize, ko sem se začela spraševati, pa kaj je tega treba. Zakaj sem jaz sploh šla na to pot? Mislim, ne da reš tam nekje doma, kaj sem vam delala, to sem vsega. Zakaj sem le šla? No, potem so bili odzivi na Facebooku različni, eni so me pomenovali, eni so rekli, kar pet nazaj, ne. Jaz sem pa tako, ne, skoraj bolj, da bi šla naprej kot nazaj, ne. Potem pa Staša, ne, ona mi vedela, ona mi zna pravi čas, da trco vrit, ne, je napisala, ja, da je dobro si v pot, se si želela iti na samotno pot. Ja, sej, da bo šla naprej, ne, seveda bo šla naprej, ne. In potem vam povem, so bile še hujše preizkušnje kot do takrat. Res hude preizkušnje. Pa me ni nikoli ne panika zgrabila, ne domotožje, ne vem, ne kriza, nič ni bilo več potem. Potem je šlo naprej kot, ne vem, jaz se zdi, da se potem zadnje tisto, pa je prišlo do tiste edino zadnjo, tisto, ko so šlo do Burgosa, tisto zadnjo dan je bil pa reži pol višek vsega, ne. Ko sem spet, ne vem, za vsak dan sem se morala nekje loviti, pa nekje puščice iskati, pa zgubiti. In dan so povedala, da je puščica, naravnost, so šla naravnost, poleg pa tako pot, pa ne na desno, na levo, nikjer dobene puščice, pa so šla kilometer tam in kilometer tam nikjer. Pogledala sem Google Map, cesta na cesto in po cesti do Burgosa. Znajdi se. In sred poti si se srečala potem tudi z našim romarskim prijateljem, Dragotom, od Maribora, ne? Njega te prinesla pot, te počakal. Kakšne so občutki bojo, kako srečaš tam sred tujine nekoga, ki... To je pa nekaj najlepšega. Res vam povem. To smo se videli, smo se že prej, je Drago spraševal, če bi kdo šel z njim na to pot, pa če bo kdo na tej poti v tem času. Jaz sem rekla, ja, nekje tam bom jaz, nekje bom v Burgosu bom, ampak nekak se nismo mogli njih uskladiti prej. No, bolj pa sem jaz spremenila načrt, vmes, ker sem hotela iti potem še na ono pot Inverno, ampak sem se potem vmes premislila, ker ne bi imela dosti časa glede na letalo.
sem rekla, da čisto koliko so počakala, pa se dobilo, ne? In on res prihaja, mislim, da 1. maja, kako je bilo tam nekje začetku maja, 3. maja, ne se ti, on pride, ne? In je vsi smo, ko mi čaka do prša, da se ga srečata. Ja, to je bilo takšnih komentarjev na Facebooku, da res mislim, kako to... Radi se burba. Ja, kako to vse, ne, pa on imel sobo z vano, pa z bazenom, pa ne vem kaj vse, da bom jaz tam šla, pa ne vem kaj vse je. To je bilo vsega, ampak Bogi, drago, ko je prišel, vi ne veste, kaj je to dobiti objem na sred Španije, mislim, objem, že Pepe, da sem tam, Pepe me je prvi objel moško tam, ampak ne niso dodali še, ampak objel, tako kot se objavil mi, kaminovci, ne kaminovki. In ko me je on objel, mislim, to, ne vem, ne znam povedati, kak je to, poslišiš pa, da ti reče po slovensko, pozdravljena Andreja, kako sem vesel, da te vidim po slovensko, slišiš slovensko, če bi angliško kjerga slišala, bi bilo lepo, ne pa da slovensko sliši, mislim, pol pa še take lepe besede pol napisal, ne. Je reka, Staša, to si pa napiši, sem reka, bom, nisem si. Tudi za njega je bilo zelo lepo srečane, ne, in potem res ti posvetil par takih res lepih čustvenih opisov. In sem reka, da je to tvoja mantra za takrat, ko boš tako bolj slabe vole in bolj na dnu, da se bo spomnila, kaj si drug misli o teh, ne. Ja, to sem si napisala in imam napisano v telefonu, tako da lahko kadarkoli pogledam in preberem. On je res, on tudi zelo lepo opisuje svojo pot. Mislim, on tako iz srca pove, dragi moji, ljubčki moji, srčki moji in potem vse tako lepo, vse lepo opiše na naš res lep način. Ampak ko pride domov po konc, potem pa ni než očudnjenja slišati. Sam na kaminu pa vsak dan, pa že zjutraj je on na video si vklopi, pa ko hodi pa reče, dobro jutro, srčki moji, kako ste spali, a ste že na kavici, ali jaz sem že na poti, pa daš pada, ampak ne zato jaz kar grem, ne, tako lepo res zračno okej. No, sam tudi ti si se odprla, ne, se mi zdi, da si se, da je mogoče ta Facebook to dal, tudi drugim romarjem, mislim, tudi tisti, ki grejo na pot, ne, da zelo odkrito pišejo o teh svojih čustvih, doživetjih, da si upajo, ne, če te primerjam, takrat si začela prvič hoditi, ne, ko je bila mogoče kakšna slikca, pa zraven napis v tem kraju sam, ne, si zdaj pišeš, ne, tudi poveš, se odpreš, ne, se mi zdi, da je to tudi, da je tudi ostalim romarjem ta pot dala širino, ali kaj, ne vem, včasih ima se več na poti, pa to, ko mi slediš, kdo je kje napisal, pa ko mi čakaš, da ostane zjutraj, vidiš te dogodivščine, ne? A si to pride kao samo od sebe, ali... Ja, odpreš se, ko si med takimi ljudmi, ko te spremljajo taki ljudje, ko te poznajo, ko te spremljajo takšno kot si, ne? In potem si upaš, mislim, poveš. Ne vem, meni no, tisti dan, ko sem imela krizo, potem naslednji dan vem, da sem prišla kraj, ker ni bilo internetne povezave, ne? In jaz si mislim, no, a zdaj pa se, če sem nam oglasila, bo misli, kupi kaj je z menoj, ne? In jaz po Dolores kličem po telefonu, Dolores, zdaj ti objavi na Facebooku, da sem v redu, ne, ampak da ni interneta. Ja, urejeno je napisala. Pol Slovenije pol trpeta za tabo, pa čaka, kaj jaz, kam se nekaj nazdirati. Zdaj se prav, prvo pot si hodila 2013, ne, potem pa, kdaj, koliko časa je pa do naslednje potem dni, pa kolikrat se potem še bila? Ja, potem je menilo 2 leti. 2015 sem šla potem sama na portugalsko carinsko pa angliško. To sem potem si kar zadala, kar obesem, brez problemov prehodila in tole angliško celo iz 2 trakov. In takrat sem se tudi zaljubila v Korunjo, to je eno zelo lepo mesto, turistično, ampak tako da sem se potem po nekaterih kaminih celo vračala tam turistično. Tole v Korunjo, pa Finistero, pa Mušijo, mislim, to so mi kraji, pa Porto. Porto mi je pa tudi eno tako mesto z dušo, tako da se tudi rada vračam na Porto. No in ko si prišla s prve poti
bo en mesec, ne, verjetno, si hodila neko poprečje. Ja, 40 dni smo. Se pravi, na pot si šla kot živčna razvalina, napolnjena z antidepresivi, vrla si se pa korošca, kaj? Ja, takrat, ne vem. Ali še ne? Ne, takrat še ne. Tist prvi Camino mi je prehitro sem takrat hodila s prijateljico. Prijateljica je imela samo cilj, da pride do konca in mi smo delali takrat res velike razdalje in hitro. Tako da, šele potem, ko sem delala fotoalbum, ko sem razmišljala pa predstavitve, šele potem je prišlo tisto vse skozi mene, kaj vse sem jaz doživela na tej poti in kaj sem dala skozi. In šele ne vem, po pol leta mislim, da sem šele dojela prav, to je to in treba iti še, ne? Še. In potem pač čez 2 leti spet in potem naslednje leto, 16. leta spet sem šla z Dolores, potem sem šla 18. leta, pa 19. leta, 20. leta, v času korone, ko bi morala iti z vnukinjami spomlad, sem potem jesen rekla, da zdaj jim pa jaz pogledala v Španijo, kako zgleda, če je res tako, vse zaprto, ne, ampak sem res, takrat sem šla, ne vem, po 10 dnevi sem že šla domov, ker sem pač tisto, kar sem si namenila finančno, sem izčrpala do 10 dneh za vsa prenočišča, ker ni bilo, albergi so bili odprti samo za domačine, portugalske, romarje, za mene bo vse zaprto, sem morala v teh dragih prenočiščih biti in sem si dala cilj, da pridem do Fatime, sem prišla do Fatime in potem pač naprej z avtobusom do Porta in z letalom nazaj. Tako da, no, zdaj letos je bil pa spet po 2 letih en organ. In res rečem, da za mene pod 500 km več ne bo Camina, res ni. Ker še takrat začneš čutiti vse. Prav, ko se vrneš domov, se počutiš bolj močnejšo, se pravi, če sem tole prestala, zmoram najbolj vse, kakšni občutki so. Ja, mislim, zdaj, nič me ne more podreti, no. Tako tam, na Camino, nič me ni moglo razrediti. Vse je to življenje in, ne vem, za enkrat me še kar to drži. Ampak nažalost se bo vem, da se bo nabiralo, čeprav bi rada, da se ne da bi to ostalo, ampak življenje je drugačno, ne vem. Vse jaz sem takšna, da sem kot ena antena, ko vse vlečem na sebe, take stvari. Se pravi, to je ta preizkušnja v času COVID-a je verjetno res neka zelo posebna, ne? Kako so te takrat domačini sprejemali tebe kot tujko? Kaj drugače so prijazni, da marjajo? Ja, takrat sem kar čutila neko oddaljenost. Takrat so vse posod so imeli maske. Vem, da sem enkrat prišla v odprt bife je bil, ampak je bil šank noter, malo noter. In sem šla z masko pod nosom. In me je ženska za mano potrebljala, ne, in je pokazala masko čez nos. Mislim, takrat je res, pa nas ni bilo tako strogo, kot je bilo tam. Zato je bila Portugalska takrat 2020 je bila, mislim, da je bila zadnja, je zapadla tisto hudo stanje, kot smo mi prej. Ker so tam je bilo res zelo strogo. Vse posod, na ulica, vse posod so imeli maske. So pa ljudje res čutila sem da so pač eno razdalje med mano in sabo, kot te vidi, da si od druge prišel. Ne? Vsak se je bal takrat korone. Se je čutil, zelo se je čutil. Se pravi, ta svilena volena pot je bila zdaj zadnja, verjetno pa se ti že vrtijo filmi o naslednji? O ja, se mi že vrtijo. Zdaj, prvo bom morala vnukinjo delati. In to sem jim obljubila tole Inverno, ko nisem letos naredila, zdaj veliko spremljam in ena me je vprašala vnukinja, babi, kaj tam so albergi? Ker sem jih pravila, ko sem morala skoraj zunaj spati, ne? Sem rekla, super, gremo, babi. Te izkušnje še nimaš, ne, Romane, z otroki? Ne. Nimam, samo sem dobila najprej Eva
Eva je svojo hčerko, pa njeno prijateljico, peljala po tej severni poti, norte, in mi jo je zelo približala takrat. Potem je Viktorija šla svojo družino, tudi, mislim, ti si seveda s svojim nečakom že pred tem hodila, ne? In, to me čaka. Ja. Sam te naš predolg čakala, bi na mojo pol že povrge. Drugo leto moram to izvesti z njimi. Me pa vleče La Plata, me vleče. Pa zdaj me je začel tudi zanimati malo slovenski, zato ker sem pač dala na tole pot Svetega Jakoba, prijatelje poti Svetega Jakoba, sem dala obvestilo, da romarje, ki pridejo v Brežice, od železniške postaje do izhodišča do slovenske vasi jaz pripeljem, da me pokličejo in jih peljem, ker tukaj ni dobenega prevoza, ne. Je pa daleč, lahko tudi pri meni prespijo, ker imam otroško sobo, mislim za svoje vnukinje, ki niso pri meni, ne, in kadar ni komod prespijo 3 ljudje ali pa še kjer več, če se bi našli, ne. In ko jih peljem na izhodišče, enkrat sem že z enim šla en del poti in me je začela malo privlačiti. Najboljše je to, ker so pri nas še draže prenočišča kot v Španiji, tako da sem že rekla, da se bom nabavila šoto, pa da bom še dole spala. Posebno do Ljubljane, potem mislim, da je že boljš. Najdražje so tele od slovenske vasi do Ljubljane na prenočišče. Logistika je slabša, ne? Ja. Sam je pa res to zanimiv, ne? Ta slovenska Jakobova pot, ne? Kako ste se, kako si ti rekla, ne? Kako ste se organizirali, ali pa smo se organizirali romarji, da ponudimo pomoč, ne vem, temu podbočju Andreja Vsazga Pačaka, zanimivih škodnika, z nečem, da se ne moreš iti mim, če ona vede, nekdo roma tam čez, pol v Trstu jih Erika. Pa to je tudi Mojca, Mojca je počaka, ne? Jih počaka, pa... Ja, Mojca tudi nudi, prenočišče prevoz, ne? Mojca, ja. Mi ste si zamali izven poti, pa tudi gre po koga, pa prespi pri nas, ne? Tako da to, se mi zdi, da je to res tak fajn, tak pokazatelj tega, kako se stkajo neke vezi, pa res je na prijateljstvo, pa to, ne? Kako si pripravljen, ne vem, prav zdaj Erika nazadnja, ne vem, sred službe, kaj je šla, pa pospremljata mene, jih pa čakala skoraj s fanfarom, pa z vrednika rdečem, ne, tako da verjetno je tam še bolj veličasno si na konc poti, ne? Ker so mi nekaj označeno, malo nervodno. Ja, to se vsi pišejo. Koliko je tega navdušene, ne, pa tega pripravljeno se, da se pomaga, ne? Ja, zato ker kot romar vidiš, da rabiš poslo, spalno vrečo tako ali tako imaš slavo, rabiš samo eno poslo, pa da se umiješ, nič drugega ne rabiš, stranišče, ne. Tam ti pa ponuje na poti hotel, pa ne vem, neke turizme, pa ne vem kaj, in to so cene take, zdaj sem 2 starejša pelala, sta pa šla iz Gorice, iz Nove Gorice, in sta se nekaj deta mi potem stroške napisati, koliko sta dala, sem se križala, mislim, nimam jaz tega denarja, mislim, nimam. Vsake druga daš ta denar, mislim, da prespiš, pa da greš naprej, pa ne rabiš ki, pa tudi ni, vem, da ni takšnega razkošja, ker, ne vem, čudno mi je to, no, da res kakšen vikend, se bi bil to s kakšen vikend, pa kakšna pjeta, enota kavč, pa stranišče zdrava, čisto dozno za romanje, ker ne rabiš več, streho na glavo. No, pa da so predpisi tak, ne, da kakor imaš sobo, potem mora biti WC ločen, moški, ženska, vrata se mora odpirati naprej, ne, tako da so te predpisi, potem se več ljudem ne da s tem ukvarjati, ne, to za nas je težje, ne. Ja, če pa daš na gigo, pa po mojem? Ja. Ja. Pa tudi to je verjetno po Sloveniji, če romaš je več skušnjav, da boš, če bo slabo vreme šel v ne, da boš lepo, da bom drugič nadaljeval, ko bo lepše vreme. Tam pa ne moreš, ne, v Španiji, tam si izmoš. Zato pa mene slovenske poti ne privlačijo. Vem, da sem nekaj predstavila mojo prvo pot. In so me vprašali, so rekli, ja, prvo bi morali slovenski roma po slovenski poti, mi je me izbal. Jaz sem nekaj poslušajte, vsak ima svojo pot, ki si jo izbere, mene pot pokliče, mene slovenska pot še ni poklicala. Ko me bo poklicala, bom šla tudi po slovenski poti. In jaz se tega bojim. Bom prišla tam, ne vem, do Gostaljevice,
zdaj lahko pridejo zelo okoli po mene, ne? Smo šlah ne. Ja, mislim, preblizu si, tam, ko si pa daleč, jaz sem morala si rezervirati letalo, pa razmišljati, kjer prevoz bom vzela, da bi sploh prišla do nekje, pa prvo moraš do interneta pride, da lahko ti si zrihtaš nekaj. Ne pa tukaj, ko imaš vse na voljo doma, ne? Mislim, zato bi jaz najraje čim nekam dalje, da se odklopim, da vem, da en mesec ne morem domov in konc. Ja. Pravi, da je romanje molitev, ki se mir s koraki. Ja. Ko hodiš, kaj počneš samo s sabo? Ne vem, moliš, si poješ, prepevaš, nabraš, preklinjaš, daj. Ali skrat ti hodiš, se daš na avtopilota in greš in ne tuhtaš nič, vidiš okrog sebe, rože, vidiš ženo, se vidimo po slikah, ampak to, ker hodiš, ali se daš glasbo na... To nikoli. Glasbe, jaz živim z okolico. Nikoli si ne dam slušalke ali telefon, ker tudi tukaj zdaj tale, ko me je vodil po tej poti, je rekel, se imaš vse na telefonu. Pa jaz s telefonom hodila, jaz ne hodim s telefonom. Imam telefon za slikati, sem za slikati, ne živska, dobene pokazala. Jaz doskrat med podjo molim, ampak ne, da bi, ne vem, nekaj, ampak zahvalim se Angelčku, ki me varuje, zahvalim se Mariji, ki bedi nad mano, zahvalim se mogočemu, da mi omogoča vse to, kar doživim, kar vidim, kar prehodim. In premlevam pa, nič ne premlevam, pridejo mi na misel, naprimer stvari iz preteklosti, ki so me zelo obremenjevale. In v tem, ko hodiš, z lahkoto greš čez to, rečem, vse to ni nekaj tašnega. In marsikaj sem že na teh poteh odpustila. Tisto, kar sem imela zamere za nazaj. Zamere pa, ne vem, marsikaj sem dala skozi. Tako da zdaj pač sem razčistila s preteklostjo. Me ne obremenjuje več. Ne sekiram se za nekatere stvari, ko so se mi zgodile, ki so me zelo obremenjevali, ki so me tudi potisnile v bolezni in depresijo. To sem predelala vse na poti. S tem, ko hodiš dalj časa, hodiš sam si seboj. Mimde ne vidiš kakšno rožico slikam, v hrib ponovati se opegam, tam imam več slik, potem pa se še ozrem nazaj, včasih vidim, kako so prehodila. Za katerim hribom sem že bila, šteljem potem hribe. Mislim, pridejo ti na misel stvari, ki ti drugače ne pridejo, ker ti v normalnem življenju nimaš časa. Nimaš časa, mogoče se spomniš, ampak nimaš časa predelati. Na tem poti imaš pa čas. Pa marsikaj predelaš in vidiš, da lahko tudi brez tega živiš. Brez slabih stvari. Pa je težko včasih biti 24 ur na dan sam s sabo, ne? V vsakdanjem življenju nas zamota so sorte, ne? Televizija, radio, tukaj si pa sam s sabo in... Ne vem, mene osebno ni težko, no? Nisem še, mogoče kdaj pride kakšen trenutek, da si misliš, da si mogoče osamljen ali lahko, ampak ni mi težko, no? Zdaj, tudi ene izmed teh stereotipov je, da je romanje razdirka osebnih bremen, ne, in ko se vrneš, se mi zdi res, da si očiščena in vsakič deluješ tako sproščena pa srečna, no, tako se mi zdi, da prav izžarevaš, ne, da prav zdaj, koliko časa, kar si šla, se mi zdi, da koliko časa ti traja ta učinek, no, kar si se vrla, no, in te še drži, ali padeš takoj nazaj v ta tek, še drži. Sem še kar nekje na kome, do vlaki pa nad zemljo. Se pa že tudi prizemljim občasno. Ampak spomini so še vedno živi, no. Tisto, kar mi je bilo mogoče na poti, da je težko, mi zdaj lahko rečem, da sem priletela pot, ne. Ampak takrat ni bilo tako, da bi priletela pot. Pa, tako kot, naprimer, ženska, vemo, ko je porod, ne, ko zadedaš v trčička, vse pozabiš. Taka prej narodiš, ne,
nikoli več. Ampak ko vtička zagledaš pa, tako jaz zdaj to vidim, moja pot je nekaj, ne vem, kot eno rojstvo novega življenja in še vedno sem v oblaki, še vedno sem. In vem, da bom spet šla ponovno in še pa še, dolgo bom mlad, dolgo mnogo nas je.